Spoštovani, prisrčen pozdrav še z komentatorskega mesta. Zdaj veste praktično že vse, kar je potrebno vedeti. Torej začenja se 23. krog v prvi ligi Telemach in začenja se z derbijem dna lestvice, z izjemno pomembno tekmo, bom rekel, kar v boju za obstanek. Domači so žogo izgubili, zato potem prosti strel. Tomić, zdaj dober predložek, priložnost in gol! 1-0 vodijo Celjani, David Zec pa je, mislim, da strelec. David Zec, koliko je bilo danes pred tekmo šal na ta račun. In moram takoj izzvati svojega brata. Zdelo se mi je, da je bil Zec blizu prepovedanega položaja. Tole je nova priložnost, kaj je zdaj zgrešil Tamar Svetlin. Sodnika Balažiča, samo dotakne se Rozmana, je faul. Še en oster predložek, pravzaprav neposreden strel Šrolerja iz kota, pa zdaj Bolha spet proti Šrolerju. Tole so minute Kidričanov, ki imajo priložnost, brani Rozman. Musa, tudi on ostro, praktično neposredno na gol. Zec je še enkrat odbil, toda znova Musa. Pa pogledajmo, kako se je odločil. 11 metrovka. 11 metrovka za Aluminij. No, pogledajmo. Nekaj rokoborbe. Lovro Bizjak je takole objel. Šroler je vzel za let, Šroler strelja in 1-1. Kakšna hladna prha zdaj za Celjane. Prvi gol 23-letnega Hrvata. So vodili, imeli tudi tisto noro priložnost Svetlina. Stojinović zdaj naprej, krasno. Kuzmanović in spet Celjani vodijo, odlično so torej reagirali. Dušan Stojinović prek polovice igrišča praktično. Krasen prodor in potem sijajna podaja. Samo 2 minuti so imeli Kidričani v rokah izenačenje. Kako zelo pomemben gol, kajti Marinšek proti Šrolerju. Šroler. Musa se odkriva. Šroler še vedno. Šroler preigrava. Šroler! Še drugi gol Šrolerja. Krasen zadetek in spet imamo izenačenje na štadionu z Dežele. 76. minuta. Kakšen nogometaš je Martin Šroler. Sijajna predstava. Še preden je zabil svoj prvi gol z bele točke, sem nekajkrat opozoril na njegove res odlične predložke. Zec odločil se za strel, ki pa ni bil najbolj nevaren. Odbil je Petek, še naprej žoga za Celjane. Tomić do Šporna. Šporn, Svetlin. Priložnost za tretji gol Celjanov in tule je 3-2 za Celjane. Nisem zdaj najbolje videl, kdo je tule strelec. Še tretjič do prednosti Celjani, kaže, da je zadev Jon Šporn. Ja, takole Jon Šporn, ki se je na ta način, rekel bi, zdaj tudi odkupil. Pičnik do Azemoviča in tule bo šla spet dolga žoga na rob celjskega kazenskega prostora. Petek v skoku, Petek, potem pa do strela. Simon, čestitke za zmago. Kako stresno je bilo danes na klopi, predvsem v trenutkih, ko so gostje dvakrat
izenačili, potem pa kaj po vašem mnenju odločilo tudi karakter ekipe, ki je znala še tretjič povesti in zmagati? Jaz bi definitivno čestital fantom. Nekako se vidi, da smo v krču, da smo pod nekim rezultatskim imperativom, ki smo si ga nekako sami želeli postaviti. Mislim, da je zelo pomembna zmaga za našo samozavest za naprej. Iz strani gledano, bo rekel, zelo stresna tekma. Mislim, da je en odličen prvi polčas. Priložnost, ki smo imeli, da gremo na 2 razlike. Mislim, da bi lahko tekmo prepeljala v mirne vode. Mislim, da zelo dober prvi polčas, praktično vse pod kontrolo. Drugi polčas pa je ekipa Aluminija pokazala, bo rekel, svojo kvaliteto, se 2-krat vrnala. Sem pa zelo vesel, bom rekel, za fante, da smo nekako ta karakter, ki si ga želimo pokazati, to nepopustljivost. Nekako smo bili nagrajeni za tudi marsikatero mogoče tekmo za nazaj in kot sem rekel, sigurno bom rekel ena dobra popotnica, bi rekel ena doza samozavesti, da lahko, da zmoremo in bom rekel, sigurno moramo biti danes veseli. V prejšnjem krogu smo bili spremljevalci nekako zelo kritični do igre branilcev. Danes smo videli zadetek Zeca, zadetek Morozova, sjajen prodor in asistenco Stojinovića. Verjetno vas tudi vse to nekako navdaja z optimizmom pred nadaljevanjem sezone. Ja, sigurno. Jaz bom rekel, pohvaliti ne samo zadnjo linijo, ampak vprašam vse fante, da smo nekako odfajtali, posebej tudi zadnje minute. Je pa dejstvo, da sigurno nam manjka še malo kompaktnosti, malce več uigravanja. Na koncu, tako kot sem rekel, smo nekako 7 do 10 treningov naredili praktično v tej neki mešani zasedbi. In jaz verjamem, da bo šlo iz tekme v tekmo bolje. Sigurno pa bom rekel za nas, še enkrat ponavljam, zelo pomembne 3 točke. Le 1 točka v prejšnjih 7 krogih, koliko lažje bo zdaj s temi 3 točkami nadaljevati? Ne, mislim, da je predvsem zelo pomembno, da bom rekel, fante verjamejo v zgodbo, verjamejo vase. Po drugi strani pa so dobili dokaz, da je vsaka tekma res do zadnjih atomov, da vse ekipe, bom rekel, se znajo organizirati, se znajo braniti, znajo napadati in bom rekel, definitivno je to po eni strani točka, kjer smo dobili bo rekel, po eni strani potrditve tisto, kar želimo delati na terenu. In jaz sem prepričan, da ena doza samozavesti je prišla, bo pa treba, bom rekel, se boriti vsak trening, vsako tekmo, ker mislim, da je liga zelo izenačena. Oskar Drobne, za nevtralnega spremljevalca tekme danes dobro srečanje, tudi 5 zadetkov, ampak vi verjetno v tem trenutku prav gotovo ne morete biti zadovoljni, kljub temu, da ste danes zabili 2 gola, pa na koncu ostali prekratki. Kaj je po vašem danes odločilo tole srečanje? Prvi polčas. Torej, po vašem mnenju, kaj nekoliko premalo agresivna igra, ste nasprotniku puščali preveč prostora, morda še kaj konkretnejšega? Ja, točno to. Nismo bili pravi, preveč smo se vlekli nazaj, slabo smo izhajali v te medprostore, pustili smo jim, pravzaprav nismo naredili nobenega malega favla in sociali imeli pobudo, mi enostavno nismo mogli narediti prehoda, zaradi tega, ker smo bili preveč nazaj. Drugi polčas pa, bom rekel, odličen z naše strani. Ampak enostavno, zmanjka nam športne sreče. Večina žog se odbije nasprotniku. Vse, kar se zadnje čase udari po golu, je gol in nas spremlja ta smola, ampak moramo vztrajati, moramo biti močni, preko slej nas bo nagradili, moramo gledati naprej naslednjo tekmo in se čim bolj pripraviti in po 3 točke naslednje tekme. Sta ta 2 zadetka morda napoved učinkovitejše igre Aluminija? Mi smo se danes pripravili drugi polčas, zadeli smo 2-krat, pa smo imeli še kar nekaj situacij, ko bi jih mogoče lahko boljše rešili. Sigurno, ko se bomo delno smo že uigrani, ko se še do konca uigramo s temi novimi, sigurno so dodana vrednost, kar so to danes pokazali. Tako da ja, se pravim, škoda je v taki tekmi, ker si zopet zaslužil nekaj odnesti in zopet si ostal praznih rok in to najbolj boli, ampak tako sem rekel, moramo biti močni, moramo jutri se pogovoriti, strniti vrste, biti konkretni in iti v novo tekmo in poskušati v novi tekmi dobiti 3 točke.
Dušan Stojinović, čestitke za zmago. Verjamem, da ste v prvi vrsti potrebovali tudi zaradi nekakšne psihološke mirnosti. Kaj pa na igrišču, kako je bilo danes? Gostje so se dvakrat vračali po zaostanku, pa ste vendarle zmogli dovolj moči, da ste prišli še do tretjega gola za zmago. Ja, ena zelo težka tekma. Mislim, da Aluminij je danes pokazal eno res zelo borbeno predstavo. Mi pa to, kar smo se dogovorili v garderobi, no. Mi smo točno to naredili. Bili smo bolj motivirani od njih, močnejši v duelih in na koncu se nam je dobro išlo. Dušan, kaj pa akcija za drugi zadetek? Nekaj, česar od branilcev ponavadi nismo vajeni, povlekli ste žogo skozi celotno igrišče, potem še sijajna asistenca, nekaj novega. Ja, lahko bi se navadil takih stvari, ne, ampak ja, ne, mislim, treba je tudi včasih, da branilci povlečemo tisti korak naprej oziroma naredimo korak naprej k zmagi. Martin Šroler, najprej čestitke za 2 zadetka, ki ste jo zabili, predvsem drugi je bil res fantastičen, najbrž celo najlepši gol tekme, ampak na koncu je Aluminij izgubil, verjetno, kar se vas osebno tiče, malce mešani občutki. Pa je, eto, 2 gola, naravno ponosan sam zbog toga, ali isto žao mi je zbog ekipe, naravno ja nisam tu došao da igram za sebe, ja sam došao da pomognem ekipi. Eto, primili smo taj 3. gol, pa mogu bi reći prvi i drugi nekako nesretno iz odbijanaca, ali eto, radimo raporno, pokušavamo se izvući, nadam se da ćemo uspjeti izvući se iz zone ispadanja. Precej ste imeli težav z realizacijo, mislim seveda na Aluminij v prvem delu sezone, pa tudi zdaj na začetku sta ta 2 vaša zadetka napoved vendarle nekoliko učinkovitejše igre Aluminija. Pa eto, kao što kažem, radimo, evo stvarno radimo i na završnici što više, pucamo skoro svaki drugi trening i pokušavamo nekako eto izboriti više prostora i više načina da se nađemo u nekoj situaciji za udarac i nadam se eto da će u naredne utakmice pokazati da mi to možemo i da ćemo izaći jači od ovog poraza.